Predvideva namreč dobrih 17 milijonov 330 tisoč evrov prihodkov, kar je za 53% več kot znaša letošnji rebalans proračuna. Upamo, da bomo večji del lahko zrealizirali, predvsem ta del pri Belokranjskem vodovodu, kjer nas že dejansko država malce sili, da pohitimo. V naslednjem letu imamo tam skoraj 8 milijonov za počrpati sredstev in bomo vse sile usmerili v ta del. V predlogu proračuna dajo velik poudarek tudi pomoči gospodarstvu. Prednostno načrtujejo razširitev in ureditev njihove industrijske cone pri Pildu. Dejansko je največji poudarek v urejanju komunalne infrastrukture. Tu nas državna zakonodaja in roki silijo, da do leta 2015 in 2017 uredimo kanalizacijske sisteme ali pa majhne čistilne naprave. Kar nekaj denarja nameravajo pridobiti tudi iz naslova državnih in evropskih razpisov, pravi Zevnik. IPA projekti so za nas zelo zanimivi zaradi čezmejnega sodelovanja s Hrvaško in upamo, da bomo marsikaj v sklopu tega naredili. Je pa tudi res, da je to veliko breme občinskega proračuna, saj moramo najprej to vse plačati, potem pa dobimo sofinancerski delež države kasneje. V predlogu proračuna pa so svetniki zagotovili tudi 8 tisoč evrov za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v njihovi občini, ki bo znašala 100 evrov. Letno se namreč v metliški občini rodi okrog 80 otrok. Na seji so tudi sklenili, da bodo na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku za častnega občana imenovali predsednika uprave in generalnega direktorja TPV-ja Vladimirja Gregorja Bahča. Plaketi občine bodo podelili metliškima, čebelarskemu in prostovoljnemu gasilskemu društvu. Priznanje in plaketo za delo na področju športa pa bodo prejeli Daniela Orlič Dana, Tjaša Sobčič, Mojca Vraničar in Željko Goleš.